Otrokom so ponudili tradicionalni slovenski zajtrk. Kako mladi razmišljajo o prometni varnosti v mestu. Franc Kangler je na sodišču zanikal krivdo. Pozdravljeni. Dnevnik začenjamo v šolah in vrtcih, ker so današnji dan slovenske hrane zaznamovali s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Tudi na mariborski osnovni šoli Ludvika Pliberška je 550 otrok zajtrkovalo hrano, pridelano v Sloveniji. Tradicionalni slovenski zajtrk je vseslovenski projekt, vanj je vključeno skoraj 273 tisoč otrok. Letos prvič vso hrano financira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, s prisotnostjo na zajtrkih po šolah in vrtcih pa ga podpira slovenska vlada. Kruh, maslo, pa mleko. Pa jabolko? Pa jabolko. Kaj pa običajno ješ? Rada jem recimo hranavka. Koliko otroci mladina jeste zdravo, če sami sebe ocenite? Jaz bi rekla, čez dan mogoče tudi kar par nezdravih obrokov, ki jih je prinesla pravzaprav tudi zunanja hrana, da sodobnejša. Drugače pa se mi zdi, da nekaj tudi kar zdravo, ker imamo tudi dosti sadja na šoli, zjutraj kakšne žitarice in kruh. Več kot polovica otrok in mladostnikov zajtrka ne uživa redno, čeprav je to najpomembnejši obrok dneva. Redno zajtrkovanje namreč zmanjšuje tveganje za pomanjkanje nekaterih pomembnih hranil v prehrani in prispeva k lažjemu učenju. Pri odraslih vpliva na zmanjševanje telesne teže. Ko uživamo lokalno pridelano hrano, pa poleg zdravja skrbimo tudi za okolje. Danes, na primer, ko sem ravno jedla ta med, sem ravno rekla, da je pravzaprav drugačen kot med, ki ga običajno jem ali pa si ga dam v čaj, na primer, ne. Tudi kadar so jabolka za malico, vzamemo od lokalnih dobaviteljev, če le imajo dovolj količinsko, ker včasih nas to daje, da nima en dobavitelj dovolj, da bi naročili za šolo. Definitivno je to neka narodna zavest tudi v tej hrani, ki jo jaz definitivno čutim. Pobudo za slovenski zajtrk, ki ga otroci zdaj poznajo že 3. leto, je dala Čebelarska zveza Slovenije. S tem in drugo promocijo je uspela izboljšati porabo slovenskega medu iz manj kot kilograma na 1,5 kilograma na prebivalca letno. To je pomemben dosežek in spodbuda za vso slovensko kmetijsko pridelavo. Na mariborskem okrajnem sodišču se je začel že 3. v vrsti sodnih postopkov zoper nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. Tožilstvo mu očita, da je pri direktorici javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Tanji Vindiš Furman posredoval, da je zaposlila nekdanjo podžupanjo Astrid Bah. S tem naj bi bil zlorabil svoj položaj in nezakonito posredoval pri dajanju koristi. Kangler krivde ni priznal. Franc Kangler, ki ga zaradi bolezni na prejšnjem naroku ni bilo, je zavrnil očitke tožilstva in povedal, da obtožnega predloga ne razume. Zmotilo ga je tudi poizvedovanje sodišča o pristnosti zdravniškega opravičila. Sem protestiral, da mi nekdo z vročitvijo pošto nadleguje mojega otroka. Nikdar nisem bežal pred sodiščem, tudi danes ne. Njegov zagovornik je zahteval izločitev dokazov, ki so bili zbrani na podlagi prikritih preiskovalnih ukrepov. Med drugim naj bi tožilstvo prekoračilo 2-letni rok za začetek kazenskega pregona. Pooblastila pa naj bi zlorabila tudi policija, ki je podatke predolgo hranila. Ko so se nehali izvajati prikriti preiskovalni ukrepi, bi morala vse izsledke izročiti tožilcu, pa jih očitno ni. Še vedno jih hrani. Gre za očitno nezakonito in neustavno ravnanje policije. Pobuda za izločitev dokazov je neutemeljena, pravi tožilec. Tovrstna obramba tudi v drugih postopkih zoper Kanglerja ni uspela. To, kar sem že povedal v sodni dvorani, torej da je zavlačevanje postopka. Proti Kanglerju na sodišču trenutno tečejo 3 postopki. Zaradi sporne dodelitve stanovanja vedeževalki Karin Ježovita je bil nepravnomočno obsojen na 7 mesecev zapora. Me obsodijo na 7 mesecev zapora za to, da se mi prekine mandat v državnem svetu in še danes ne vem, zakaj sem bil obsojen. Sicer zoper Kanglerja teče tudi več predkazenskih postopkov. 4 so v reševanju pri državnem tožilcu, 3 v fazi preiskave, 3 od skupno 14 kazenskih ovadb je tožilec zavrgel. V nadaljevanju dnevnika pregled pomembnejšega dogajanja po Sloveniji. Državni zbor je zgodaj zjutraj po 20 urah razprave sprejel spremembe državnega proračuna za leto 2014, s čimer je izglasoval zaupnica vladi Alenke Bratušek. Potrdili so tudi proračun za leto 2015, ob obstrukciji poslancev SDS-a pa so sprejeli tudi zakon o davku na nepremičnine.
Novi davek bo uveden s 1. januarjem 2014, državi in občinam pa bo prispeval skupaj okoli 400 milijonov evrov letno. Proračunski predlog Slovenije je v skladu s pravili, a manevrskega prostora ni. Se zdi, da država letos učinkovito ukrepa za odpravo presežnega primanjkljaja, ocenjuje Evropska komisija in poziva k doslednemu izvajanju proračuna. Poleg tega ugotavlja omejen napredek pri strukturnih fiskalnih ukrepih, opredeljenih v ekonomskem partnerskem načrtu. Vladni in sindikalni pogajalci so podpisali izjavo o usklajenosti predloga zakona, ki določa način poračuna plačnih nesorazmerij javnim uslužbencem. Vlada pa je na dopisni seji predlog potrdila. Zakonom se določa način izplačila razlike v plači zaradi odprave 3/4 nesorazmerij od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012, skupaj z zamudnimi obrestmi. Predlog določa izplačilo v največ 2 obrokih, prvi se izplača najkasneje do konca februarja 2014, drugi najkasneje do konca januarja 2015. Sindikat vzgoje in izobraževanja v pismu ministra za izobraževanje z veliko zaskrbljenostjo opozarja na vztrajno slabšanje razmer v visokem šolstvu in znanosti. Raziskovalni inštituti bodo glede na trenutni finančni položaj in nadaljne slabe obete prihodnje leto po oceni Sviza prisiljeni odpuščati svoje sodelavce, kaj šele vlagati v razvoj. Pred svetovnim dnevom spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga zaznamujemo vsako 3. nedeljo v novembru, so v Mariborskem domu ustvarjalnosti pripravili prometno delavnico. Mladim udeležencem sta gosta, ki sta preživela hudi prometni nesreči, predstavila svojo izkušnjo in tako upozorila, kako nujna je v cestnem prometu previdnost. Zoran in Ali sta bila stara 21 oziroma 22 let, ko sta sicer preživela hudi prometni nesreči, a posledice čutita še danes. Pred 24 leti, ko sem bil star 21 let, sva se s prijateljem peljala iz diskoteke, samo nismo prišli daleč. Po nekaj kilometrih sva se zaletela v drevo. Utrpel sem hude telesne poškodbe, 7-krat počeno lobanjo, 50 dni sem bil v komi. Delamo, kolikor pač zmoremo, pa kjer imamo hibe, to poskušamo nadoknaditi. Več let sta potrebovala, da sta se ponovno naučila samostojno umivati zobe ali zavizati vezalke. Trenutek je bil dovolj, da se jima je spremenilo življenje. V sekundi je vse drugače. Jaz sem pred prometno, ni bilo stvari, ki je ne bi naredil. 15 let življenje teče v slow motionu, v počasnem posnetku, vendar vseeno vidim, da je to življenje zelo, zelo lepo. Naj bodo previdni in pozorni na cesti, za volanom, na kolesu, kjerkoli v prometu, opozarjata zlasti mlade. Moraš biti zelo pazljiv v prometu, da ne smeš se preveč svojo jezo naprej pred tvoje občutke dati, pred svojo glavo. Čim bolj previdno na cesti, pa ko bom se vozil s telefonom, z avtom, ne imel telefona, cigareta v ustih, pa nič. Upoštevati prometne predpise, ne voziti prehitro, pa če smo res pijani, poklicati taksi. Jaz mislim, da je to pomembno predvsem zato, ker oni bodo za volanom kmalu in skratka oni lahko pomagajo tudi odraslim že sedaj, da spremenijo svoje vedenje v avtomobilih oziroma na cesti, sami pa bodo nekoč boljši vozniki. Tokratne prve prometne delavnice, ki so jo pripravili na mesto prižiganja sveč v spomin na žrtve prometnih nesreč, so se udeležili učenci iz 10 mariborskih osnovnih in srednjih šol. Po državi še vedno odmeva afera zlorab pri pridobivanju in podaljševanju vozniških dovoljenj ter brisanju kazenskih točk. V obsežni preiskavi je policija ugotovila kršitve kar pri 36 šolah vožnje in ovadila 26 ljudi. V Sloveniji je po podatkih Javne agencije za varnost prometa trenutno okoli 180 šol za voznike. Ravnatelj prometne šole Maribor, kjer prav tako izvajajo program šole vožnje, meni, da je početje tistih, ki so prodajali vozniške izpite, škodljivo, omajano pa je zaupanje v vse avtošole. Da je ta zadeva zelo škodljiva in tudi nevarna, tako za tiste kandidate, ki so si takšna potrdila brez, da bi se seveda naučili voziti, pridobili, in pa tudi za vse nas udeležence v prometu. V šolo za voznike mora ponovno tudi Martin Kolenc, ki je brez izpita ostal zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Sam priznava, da je bila to zanj draga šola. Policist mi je dal kazen 1500 evrov,
sodnik za prekrške mi je dal kazen 600 evrov. K temu pa bo prištel še stroške ponovnega pridobivanja vozniškega izpita v znesku okoli 800 evrov. Te varne vožnje ne bi rabili, po mojem ne. To se pač gre samo za denar. Drugačnega mnenja pa je inštruktor varne vožnje, ki pri voznikih povratnikih opaža veliko napak. Predvsem je to hitrost, predvsem je nepravilno sedenje za volanom, opazovanje, vožnja skozi rumeno luč. Ker veliko voznikov ne pozna pravil vožnje v krožiščih ali pa so pozabili cestno-prometne predpise, bi takšna osvežitev znanja marsikomu koristila. Tako pa so lani na prometni šoli kljub brezplačnim delavnicam njihove predavalnice ostale prazne. Vozniki, ki so ob hujših kršitvah v cestnem prometu kaznovani z odvzemom vozniškega dovoljenja, morajo, če želijo dovoljenje ponovno pridobiti, opraviti tudi zdravniški pregled. V mariborskem zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca ugotavljajo, da večina ostane brez vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Pijane voznike pa po pregledu čaka tudi draga rehabilitacija. Sestra Marija Draškovič nam pokaže mape polne dokumentov o odvzemih vozniških dovoljenj, pa tudi tistih, ki so jim dovoljenje odvzeli le začasno in so zato morali na ponovni zdravniški pregled. Samo lani so tako obravnavali kar 1580 voznikov. Od tega je bilo zaradi alkohola 1364 pregledov in zaradi drog 28 pregledov, drugi so pa bili zaradi prehitre vožnje oziroma kombinacija. Voznika ali kandidata za voznika tukaj v celoti klinično pregledam, potem ga napotimo v laboratorij, tudi pogledamo jetrne teste in pa obvezno pregled pri psihologu. Večina jih je nato na podlagi zdravniškega spričevala vključena v nadaljnji rehabilitacijski program. Tukaj govorimo o edukacijskih delavnic, psihosocialne delavnice, potem je tudi napotitev v varno vožnjo, ti, ki so imeli probleme zaradi prehitre vožnje pa prometnih nesreč. Vse to pa je seveda treba plačati in zneski so precejšnji. Vzgojne delavnice stanejo 140 evrov, psihosocialne 480 in še šola varne vožnje 250 evrov. Denarno, ko prihajajo ljudje, govorijo, da jim gre od 1000 do 2000 evrov. Tukaj pa nisva zajele ljudi, ki grejo na ponovno pridobitev. Prav zato se ne čudijo, ko jim marsikdo predlaga. Čujte, jaz bi vam to plačal, samo da ne bi rabo iti, ne? Pa ga debelo gledamo, pa rečemo, žal pri nas tega ni tako. Tako da verjamem, da ljudje poskušajo. Je pa spodbuden podatek, da večina teh voznikov za volan ne seda več pod vplivom alkohola. Tretja gimnazija Maribor letos praznuje 150 let. Šola je več kot stoletje izobraževala bodoče učitelje, na dveletno učiteljišče pa so se sprva lahko vpisovali le moški. Nekoč mariborsko učiteljišče se je preimenovalo v pedagoško šolo, ta pa je pred 23 leti postala tretja gimnazija. Ob jubileju so pripravili tudi srečanje gimnazijcev s predsednikom države Borutom Pahorjem, vrhunec prireditev pa je bila večerna slavnostna akademija. Tretja gimnazija Maribor od druge svetovne vojne deluje na Gosposvetski cesti. Stari zidovi skrivajo prenekatere anekdote. Profesor je znal nadaljevati pouk v odmor. Potem smo se pa dogovorili, ko bo zvonilo, ker takrat nismo imeli toliko učbenikov, da ko bo zvonilo, bomo vsi odložili pisala. Čudovita leta, seveda, ko se marsikaj naučiš, veliko prebereš, če vse v redu zgubiš devištvo in te potem čaka služba. Če sem ostal v teh vodah, torej v pedagoških vodah, potem se lahko mislite, da imam na samo šolo, na razrednika, sedanjega kolega, odlične spomine. Vsi ponavljajo isto, pa čeprav so iz različnih šol dijaki bivši in pravijo strogi, ampak prerični in veliko smo se naučili. Na začetku je bila beseda, živa beseda, učiteljeva beseda in to je bila osnova. Danes je te besede če dalje manj, v času teh tehnologije pa skoraj izginja in to je ta frapantna razlika. S spoštovanjem se v preteklosti ustanove in njenih pedagogov ozirajo tudi sedanji gimnazijci, trenutno jih je skoraj 1000. Me je ta šola naučila, kako biti človek, kako se razviti dalje, kaj so moje prioritete. Všeč so mi predvsem pogovori z profesorji o obšolskih zadevah, ker šola sama po sebi ni narejena tako, da bi nas učila, kako živeti, ampak kako si pomagati s tem, kar se naučimo v šoli.
Popoldne so gimnazijci na okrogli mizi razpravljali s predsednikom države o medgeneracijskem sožitju. Častitljivo obletnico pa so pred kako uro zaokrožili s slavnostno akademijo. Mariborsko gledališče ni bilo le nabito polno zdajšnjih in nekdanjih dijakov in profesorjev, pač pa tudi čustev ob srečanju z nekdanjimi učenci in sodelavci. V naslednjem prispevku pa vam predstavljamo Behranga Adžarija, mladega iranskega glasbenika, ki ga je v Slovenijo pripeljala ljubezen. V Mariboru z ženo in hčero živi že 5 let. Kot basovski kitarist igra tudi na ljudska glasbila, za katera pravi, da ga povezujejo z družinskimi koreninami. Behrang Aždari se je rodil v Teheranu, kasneje se je njegova družina preselila v Esfahan, drugo največje iransko mesto. I was born in a music family. My brother, my uncle, they were all musicians. So my ear just got used to music, you know, and I practice it. But I mean, no chance to go and study maybe or learn from somebody yet, maybe later. Kot basovski kitarist je Behrang nastopal zvezdo iranske glasbe Amirjem Tadžikom, sedaj je tudi član slovenske rokovske skupine v Okovih. Delujemo že kar nekaj časa, sicer nekih 15 let premora. Zdaj se nam je tudi priključil novi basist Behrang. Ima neke te svoje dobre variacije na bas linijah, pa dober feeling. Hitro se je vpeljal v družbo, pač tudi v glasbi se to vse vidi. Ful da svoje energije v glasbo, kar se tudi čuti, malo ima tudi pridiha perzijskega. Behrang opaža, da je v Sloveniji težko živeti samo od glasbe, zato je moral najti drugačno pot preživetja. I open a company and we are importing and exporting stuff from Iran to Slovenia and from Slovenia to Iran. Because music way actually is funny. When they ask me, what is your job? And I say, it's music. They're again looking at me, what is your job? And I'm saying, it's music, you know. So here actually they don't accept music as a job. Portret iranskega glasbenika si lahko ogledate v oddaji Sledi z naslovom Mož s piščalmi, ki bo premierno na sporedu to nedeljo, 17. novembra ob 10:45 na prvem programu televizije Slovenija in v sredo 20. novembra ob 18:25 na televiziji Maribor. V Narodnem domu v novi koncertni sezoni nadaljuje tudi cikl džezovskih koncertov priznanih glasbenikov. Sinoči je nastopila zasedba Look Ex Assemblée. Glasbeniki, zbrani v zasedbi, ki se je premierno predstavila mariborskemu občinstvu, prihajajo z Nizozemskega, Nemčije in Združenih držav Amerike. Njihova glasba pa je pretežno džezovska, čeprav vsebuje tudi druge primesi. Železničarski boksarski klub iz Maribora spada med najstarejše tovrstne športne klube pri nas. V burni preteklosti se je srečeval s številnimi vzponi in padci. Danes je klub v obdobju rasti. Da se klub razvija, je vidno iz dogajanja na treningih. Dvorana na Smoletovi je dodobra napolnjena. Tako v terminu, ki ga ima tekmovalna selekcija, kot v tistem, ki je namenjen rekreativcem. Prvi trenirajo vsak dan, drugi dvakrat tedensko. Odkar nas je trener Milutinović zapustil, to je nekje leta 2006-2007, ko je naša zadnja generacija šla, je klub v bistvu stagniral oziroma je šel samo navzdol. Nekje 2 leti nazaj sem prevzel klub in največji uspeh po vseh teh letih je bil, da smo bili lani v ekipnem državnem prvenstvu drugi. Navkljub le 17 letom je Edi Sejdinović najbolj izkušeni železničarjev boksar. Za njim je 5 let treningov. Vrh kariere je predstavljalo letošnje Evropsko mladinsko prvenstvo. Na Nizozemskem se je uvrstil v drugi krog. Z novimi izkušnjami so sedaj njegovi načrti nekoliko višji. Cilji so seveda, da sem državni prvak in da osvojim medaljo iz Evropskega prvenstva. V minuli sezoni so Mariborčani v ligaškem državnem prvenstvu osvojili drugo mesto. Cilj je, da ta rezultat letos ponovijo. Mislim, da je teh 6 kol, kateri bo v naslednji sezoni, bo na bistveno višji nivoju kot starite do sedaj. Pri nas v klubu imamo nekje 80 aktivnih bokserjev in mislim, da si lahko nadejamo kar nekaj dobrih rezultatov. Na tekmo prvega kroga ekipnega državnega prvenstva, ki je bila v Slovenski Bistrici, so Žebekajevci odšli z 9 tekmovalci.
Ker vsi niso imeli nasprotnikov, so tekmovali le 4. 2 izmed njih sta zmagala, 2 pa izgubila. Sedaj imajo vsi 3 tedne časa, da se pripravijo na drugi krog, ki bo v začetku decembra v Rušah. Ob koncu dnevnika sledi še pregled mednarodnega dogajanja. Zaradi predlaganih proračunov za prihodnja 3 leta je v Italiji še ena v vrsti 4-urnih splošnih stavk, ki te dni potekajo po državi. Pripravljajo jih 3 največje sindikalne zveze, saj pravijo, da v vladnih predlogih proračunov ni dovolj ukrepov za spodbujanje zaposlovanja in ne predvidevajo reforme trga dela. Vodilni predstavniki organizacije za prepoved kemičnega orožja v Hagu razpravljajo o časovnem načrtu za uničenje vsega sirskega kemičnega orožja do srede leta 2014. Danes se namreč izteče rok, v katerem mora organizacija v skladu z ameriško-ruskim dogovorom določiti mejnike uničenja več kot 1000 ton nevarnih kemikalij v Siriji. Najuspešnejši olimpijec vseh časov, ameriški plavalec Michael Phelps, še naprej skrbi, da govorice o njegovi morebitni vrnitvi v tekmovalne bazene ne potihnejo. 18-kratni olimpijski prvak je v zadnjem obdobju spet začel trenirati z nekdanjim trenerjem Bobom Bowmanom, ob tem pa je zdaj vstopil tudi v ameriški protidopinški program. Še vremenska napoved, jutri bo na Primorskem in v Visokogorju pretežno jasno, drugod bo prevladovalo oblačno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 9, najvišje dnevne od 5 do 9 na Primorskem, kjer bo še pihala šibka burja do 16 stopinj Celzija. Spremljali ste dnevnik televizije Maribor. Ostanite v naši družbi.